Ob slovenskih cestah so se v minulih tednih pojavile stojnice, ki ponujajo domače sadje in zelenjavo. Težava je le, da je zelo težko ugotoviti, a so izdelki res slovenski. Ampak kako ste lahko prepričani, da gre za slovensko poreklo? Vprašal sem jo, če laže, pol ne bo šla v nebesa. Odkot imate te jagode in češnje? Odgovora torej ne dobimo. Zgleda, gospa res ne gre v nebesa, jaz ne vem. Ker prodajalcem torej ne moremo zaupati, nam je naš korespondent Jernej Celec pripravil nazorno predstavitev, kako najlažje ločiti slovensko sadje in zelenjavo od uvoženega. Gospod Godler, hvala, da ste mi zaupali tako pomembno nalogo. Slovensko sadje in zelenjava imata namreč nekatere specifike, po katerih jih zelo preprosto ločimo od tujega. Pa začnimo kar z jagodami. Slovenske jagode so rdeče, medtem ko so hrvaške jagode rdeče in bele. Enostavno. Potem so tu češnje. Najboljše domače češnje prihajajo iz Goriških brd, uvožene pa so iz Italije. Slovenske češnje se delijo na leve in desne, medtem ko se italijanske trenutno delijo na desne in skrajno desne. Naslednji izdelek je čebula. Pri uvoženi čebuli se jočeš, ko jo režeš. Pri domači eko-bio čebuli pa se jočeš, ko vidiš razliko v ceni. Potem pa so tu še gobe. Slovenske gobe se uporabljajo za piknike s prijatelji in družino, medtem ko se gobe iz Nizozemske uporabljajo za piknike s palčki in samorogi. Kot zadnje pa je potrebno omeniti še trenutno zelo popularne šparglje. Slovenski šparglji so povprečno veliki in svetle barve, medtem ko naj bi bili šparglji iz afriških dežel večji in temnejši. Paziti pa se je treba tudi špargljev iz Azije, ki so baje tanjši in krajši. Evo, pa veselo nakupovanje. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!